Kamniku je bila ustanovljena nova skupina starejših občanov za samopomoč, imenovana Metulji. Njena voditeljica Romana Gajšek je o skupini povedala. Namen skupine je predvsem pogovora. Preko pogovora nekako v ljudeh vzbuditi tisto približevanje eden drugemu, v bistvu nekako razbiti tudi to osamljenost, veliko osamljenih ljudi, starejših ljudi, ki se nimajo s kom pogovarjati in nekako, v bistvu, če tako lahko rečem, gre se za to, da se zadovolji te nematerialne potrebe, potreba po druženju, po pogovoru. Kot pogovorna skupina, da se ljudje med seboj pogovarjajo, družijo, ker pač tudi pravijo, pogovor je neke vrste tudi zdravilo za človekovo dušo, da se tudi, bom rekla, nekako izboljša njihovo počutje, ker pravijo, toliko majčkenega je potrebno, da je pač človek dobre volje. Kako ste prišli do te ideje? Ste po poklicu tudi psihologinja? Jaz sem po poklicu drugače diplomirana socialna delavka, sem zaposlena v domu starejših občanov Horjul, kjer poleg svojega dela, oziroma v okviru svojega dela vodim že eno tako skupino, ampak domsko skupino. Tako da pa moram reči, da je kar prijetna skupina, stanovalci kar radi prihajajo in nekako samo je razlika med eno tako domsko skupino in pa zunanjo skupino. To je razlika. Tako da potem se pa začelo tukaj, pač je nekako bolj oče zasledil, da se obvestilo, da se pač v matični knjižnici začenja to usposabljanje za te voditelje, za vodenje teh starih skupin za samopomoč. Pa nekako sva se nekako priključila zraven temu izobraževanju. Jaz sem nekako rekla, da bom to izkoristila pač tako zasebno, za sebe, kot tudi za, bom rekla, za svoj poklic. Ker me pač delam pač starejšimi ljudmi, me tudi delo z ljudmi veseli, me tudi zanima, tako da in to je to. Z nami je gospod Jože Gajšek. Kako ste se vključili v delo v skupini, ko pomagate hčerki voditi to skupino starejših občanov? Ja, danes smo imeli prvo srečanje, to se pravi prvi rojstni dan te naše skupine Metulji. Metulji so lepe živali in skrivnostne, tako da tudi naša skupina je danes doživela to, rečemo, prvo srečanje. Na srečanju so se zbrali kar okrog 8 članov, pa še 2 nekako zraven. Sta prišla pogledati, kako poteka delo v skupini. Srečanje je bilo zelo zanimivo, pestro. Danes je bilo bolj spoznavno srečanje. Drugače pa tudi, rečemo, moja hčerka Romana, ki ima nekako, rečemo, že v službi te stvari, ker je diplomirana socialna delavka in po tej plati vodi že skupino teh starejših ljudi v domu. Ko se je pa ponudila možnost, bom rekel, na tem izobraževanju, ker sem jaz čisto slučajno zašel v matično knjižnico Kamnika, kjer je imelo tale jesenski cvet, to društvo, ki je pod okriljem Zveze društva za socialno gerontologijo Slovenije, predavanja v teh skupinah in je nekako zbiralo prostovoljce za vodenje teh skupin. Ker v Kamniku so do zdaj samo 2 skupine, in to domske skupine, skupina Paglavec in Dobrovoljčki v domu upokojencev Kamnik, zunanjih skupin pa ni. In tudi zunanje skupine imajo težje ustanoviti, ker ljudje ne vejo, kako to je, kako poteka, in tudi danes je več teh skupin razno raznih. No, tukaj smo dobili lep prostor v frančiškanskem samostanu. Se pravim, jaz se bom, to so nam dali prostor v pevski sobi in
Tako da je bilo to srečanje danes zelo prijetno, družabno, na koncu smo zapeli še par pesmi. In kdo vse se lahko prijavi, oziroma je še odprta ta skupina, da se lahko še novi člani? V skupini so ena pravila, ne, naj bi bilo skupaj z voditeljima 10 članov. Ne. To se pravi, danes imamo pa mislim, da jih je okrog 8, to se pravi, je še mesto za okrog 2, ni pa tako oštro, recimo to zavisi zdaj od samega voditelja, mogoče še eventualno kakšnega se da sprejeti, ni pa, ampak preveč pa ne, število naj bi bilo okrog 10. Koliko moraš biti pa star, da se lahko priključiš tej skupini? Ja, ta skupina je nekako od 65 leta dalje, naj bi pa tudi, ni pa tu tak problem, tudi če je slučajno kdo mlajši, slučajno pa bi želel biti v skupini, obstaja možnost, da se ga povabi v skupino. Res so pa to pogovorne skupine, ne? Čeprav je tudi družabnost prisotna. Tako da zavisi od situacije.